Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v novembrski tedenski izdaji. Kaj se bo dogajalo v mesecu novembru, pa tudi v decembru, glede srečanj, dogodkov, kulturnih in ostalih, pa izveste v nadaljevanju naše tedenske izdaje. Še prej pa nekaj povabil in pregled dogodkov, ki jih je zabeležila naša kamera v rubriki Včeraj, danes, jutri. Predstavniki mestne občine Celje so v četrtek vence položili na grobove 12 častnih meščanov mestne občine Celje na celjskem mestnem pokopališču. Pooblaščenci župana Bojana Šrota, Marko Zidanšek, Stane Rozman in Miloš Rovšnik so dopoldan venec položili tudi v Starem Piskru, kjer je bil na spominski komemoraciji slavnostni govornik, ravnatelj 3. osnovne šole Celje Aleksander Vrhovšek. Na Prvi osnovni šoli Celje, kjer bo mestna občina Celje zgradila novo telovadnico, je Celjski pokrajinski muzej začel z arheološkimi izkopavanji, za katere so pridobili tudi soglasje Ministrstva za kulturo. Stanje slovenskega bančnega sistema, razdolževanje podjetij in spodbujanje kreditne rasti je bila tokratna tema rednega srečanja članov kluba podjetnikov Zlatorog Celje, ki so ga minuli konec tedna pripravili v celjskem podjetju Etra. V četrtek 6. novembra ob 17. vabljeni v osrednjo knjižnico Celje na predavanje z naslovom Dobro partnerstvo za boljše starševstvo in tehnike sproščanja. V petek 7. novembra vabljeni v kvartirno hišo Celje na odprtje razstave O krasni dnevi. V soboto 8. novembra ob 9. vabljeni v Celjski mladinski center na državno tekmovanje v igričarstvu Sonic Boom 2014. V ponedeljek 10. novembra ob 16. vabljeni v dom svetega Jožefa Celje na martinovanje pri svetem Jožefu. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli spet v našem studiu, v katerem pozdravljam nocojšnjo gostjo, to je Lidija Koceli iz Zavoda za kulturo, šport in turizem občine Žalec, drugače pa programska vodja enote Kultura, kaj ne? Ja, dober večer, Lidija. Dober večer. Kar nekaj nam boste povedali o vsem dogajanju, ki se bo zvrstilo v novembru, decembru v občini Žalec. Konec koncev se bova sprehodili tudi skozi poletje oziroma vrnili v poletne čase. Na Zavodu za kulturo, šport in turizem ste namreč zadolženi za to, da pripravljate kulturno, turistično, športno dogajanje v občini Žalec. To je nekakšna prioriteta zavoda, ne? To je prioriteta zavoda, danes bo pa moja prioriteta področje kulture. Seveda se pa lahko dotakneva tudi turizma in športa, saj delamo z roko v roki. Tako, sodelujete konec koncev vsi. Delate s tem namenom, da občankam, občanom, tudi drugim gostom, ki pridejo v Žalec, ponudite, poleg tega, da spoznajo našo dediščino, da tudi spoznajo naša društva, vse ustvarjalce, ki živijo v Žalcu, ki ustvarjajo v Žalcu, pa tudi drugod iz Slovenije, kaj ne? Ustvarjalce od tu seveda in od drugot, kajti nek kraj, sploh manjše mesto, se ne more in ne sme izolirati. Tako. Mora biti del celotnega kulturnega utripa in jaz sem prepričana, da v Žalcu dobro skrbimo za to, da imamo kakovostno kulturno ponudbo. Res je, že vrsto let je tako. No, Lidija, morda, če se zdaj najprej vrneva v poletne čase, ko smo lahko Žalčani uživali v prijetnih poletnih večerih, v prenovljenem starem mestnem jedru, ki takrat še uradno ni bil odprt, ne? Smo se pa lahko že navajali, kaj bo se dogajalo na njem. Ja, seveda, dela so še potekala, tista bolj drobna dela, ampak mi smo se vsak petek sestajali na različnih lokacijah Šlandrovega trga. Lahko rečem, da smo jih nekoliko testirali in ugotovili, da so prav vsa mesta pred lokali in tudi osrednji prireditveni prostor, da so prijetna, da osrednji prireditveni prostor sprejme veliko ljudi, da bodo prireditve na njem kar drage, kajti prostor je na široko odprt in je potrebno zagotoviti tudi tehnično precej ustreznih stvari z odrom, osvetlitvijo, ozvočenjem. Sicer v drugih delih trga je pa to nekoliko bolje, ker se da pokoristiti prostor, ki ga imajo lokali. No, glasbeno dogajanje je bilo skozi celo poletje in ljudje so, lahko rečem, množično prišli na te večere in vsi smo uživali. Na ta način je trg zelo hitro, še preden je bil uradno otvorjen, postal naš. Tako. Potem pa uradno odprtje 6. septembra, seveda tudi, ko občina Žalec praznuje občinski praznik. In
Še kar ne bo konec, ne? Kar nekaj stvari Ja. se bo seveda še dogajalo. S tem namenom je tudi bil pripravljen pravi prireditveni prostor oziroma lokacije, ne, ki ste jih torej že sprobali. Kaj na primer se bo še dogajalo? V Žalcu tudi decembra se bomo malo sprehodili, ne, skozi decembrske dneve. Prav. Jaz bi šla zdaj najprej v november. Seveda smo z jesenjo prestavili večino dogajanja v Dom drugega slovenskega tabora, pa v Savinovo hišo, ki ima Savinov salon, kjer potekajo redno mesečno razstave. Letos so to razstave na temo prostor in na teh razstavah vedno primerjamo starejšega slovenskega likovnega ustvarjalca z mlajšo generacijo. Tako da ves čas vodimo dialog o tem, kako prostor dojemajo likovniki skozi čas, skozi generacije. Ob vsaki razstavi je v času trajanja razstave tudi pogovor ali s katerim od ustvarjalcev, morda s kustosom, ali pa s katerim drugim strokovnjakom z tega področja, recimo s kakšnim krajinskim arhitektom, kot je Ana Kučan, sem se spomnila, smo pravkar imeli pogovor z njo. O razvoju slikarstva redno potekajo tudi predavanja, saj skušamo na ta način ljudem približati razvoj umetnosti in tudi moderno likovno umetnost, pred katero imajo pogosto ljudje kar malo strahu, da ne znajo gledati, da je ne razumejo. No, tako Savinova hiša se nahaja v Šlandrovem trgu, to vemo. Večina prireditev je pa v Domu drugega slovenskega tabora, kjer že zdaj potekajo, od oktobra naprej potekajo abonmaji. Vsi naši abonmaji, 2 gledališka, še pravzaprav, če pričnem pri otrokih, Voškovo gledališče, ki se odvija v 13 enotah žalskih vrtcev. In prav ta teden in še v ponedeljek poteka prva predstava gledališča za otroke in tudi za dojenčke. To je gledališče AEIOU in po prvih informacijah v predstavi uživajo. Potem je Cici abonma, šolske predstave za naše šole, za naše in seveda za vse osnovne šole, pripravljene po triadah, ki tudi že potekajo. Potem pa gledališki abonma, citrarski abonma, ki je edinstven v Sloveniji, če ne celo v svetu, kajti citre so razširjene najbolj po Evropi, a ne, in v Evropi takega abonmaja ni. Gre pa za citre kot orkestrski inštrument, a ne, tu skozi naše koncerte se dokazujejo citre kot orkestrski inštrument, ne samo kot ljudski inštrument, o čemer mislim je pred kratkim govoril umetniški vodja tega abonmaja, gospod Peter Napret. Je bil pri nas, res? Ja, tako pred kratkim je bil vaš gost. Potem je tu potujoči abonma, s katerim potujemo v različne kulturne ustanove oziroma v gledališča, opere, balete po Sloveniji, Hrvaški, Avstriji. Skratka, širimo svoja obzorja, potujemo okrog, tako da spoznavamo vsebine in prostore, v katerih se odvijajo prireditve. Uspešen je tudi narodno-zabavni abonma, ne? Tudi to je ena uspešnica, lahko rečem. Ja, ta pa traja že kar več kot 10 let in je recimo izjemno uspešen, polno zaseden vsakič. Ta četrtek v tem tednu je prvi koncert z Novimi spomini, Donačko goro in gostom Blažom Švabom. Koncerte vodi Andrej Hofer, ki je ta abonma skupaj z nami, seveda mi v organizacijskem smislu, Andrej v vsebinskem smislu pred več kot 10 leti tudi postavil. To so abonmaji. Zdaj, abonmajsko sezono lahko bolj podrobno spoznamo oziroma se naročimo na abonma tudi v Ticu v Žalcu, turistično-informacijski center, ki ponuja tudi vse informacije, kako in kaj je z dogajanjem v Žalcu. Ja, Tic je zato najbolj primeren. No in to je že en način povezovanja, kulture in turizma. Tako da ta kulturni turizem pravzaprav dobro teče. In včasih potožijo kolegice v Ticu, da se samo vstopnice prodajajo, kar pa po drugi strani spet pomeni, da so naše prireditve dobro obiskane. Kar pa je tudi namen vsega. Tako je. No in v novembru se jaz osebno posebej veselim 2 dogodkov. Eden je jesenski Trianglov večer. Triangel je, gotovo gledalci vedo, regionalna kulturna naveza, ki povezuje Celje, Hišo kulture Celje,
Festival Velenje in Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. No in eden od naših projektov so trianglovi večeri, organizirani po letnih časih. Navadno imamo po 3 večere, enega v Velenju, enega v Celju in enega v Žalcu. Tokrat smo se pa dogovorili, da bomo združili moči. Včasih je kar težko najti zgodbo, temo, ki bi bila smiselna, ki bi sodila v čas, ki bi nas povezovala. Jesenski trianglovi večeri so bili nekaj časa oziroma doslej tesno povezani z Martinovim. No, zdaj so se pa te teme že nekako izpele in ko smo iskali zgodbo, je trenutek prebliska prišel Gregorju Deleji. Tam je preblisk tudi največkrat, moram tako reči. Človek ima idej neizmerno. Ja. In kako povezati glasbo in kulinariko. In se je spomnil na skladatelja Rossinja. Ja. Poznamo vse Seviljskega brivca, pa še številne njegove opere, se jih je napisal 40. No in Rossini je bil poleg tega, da je bil izjemen glasbenik, veljal je v svojem času med sodobniki za največjega italijanskega skladatelja, je bil tudi gastronom in kuhar, bi rekla tudi sama. Tako je gastronomska in kulinarična doživetja so bila v njegovem življenju zelo, zelo pomembna. In ko se je pri 40 letih za kar lepo število let upokojil, je nehal skladati, je živel s svojo soprogo v neki vili v bližini Pariza in tam prirejal za svoje prijatelje, za umetnike tistega časa in smetano družbe, bi rekla, izjemne kulinarične večere, na katerih je svojim gostom sam kuhal, pripravljal jedi in seveda razpravljal o glasbi in kulinariki, o tem, kako gre to dvoje skupaj. No in tako se je iz te ideje rodila zgodba, v katero smo povezali tudi Gašperja Puhana in Boruta Jovana iz Galerije okusov v Novem Celju, torej iz centra Mega. No in zdaj skupaj to zgodbo pripravljamo. Glasbeni del bomo prispevali trianglovci, kulinarični del pa šef Borut s svojimi pomočniki. Pripravili bomo seveda, kar hrano bo povezovala Rossinijeva glasba. Poslušali bomo pa lahko mezzosopranistko Nušo Drašček, tenorista Matjaža Stopinška in pa baritonista Domna Križaja. Za klavirjem bomo pa lahko poslušali Gregorja Delejo in seveda Simona Dvoršaka, ki vsebinsko tudi pripravlja glasbeni del tega večera. Tako, odlično. To pa bo ena taka čudovita nota, vse povsod šla, skozi hrano, skozi glasbo, skozi druženje konec koncev. Ja, mislim, da resno in upam, da bodo tudi ljudje prišli iz vseh 3 naših okolij, da se bodo tudi družili med seboj na ta način in si zaželeli potem še kakšnega druženja. Tako, kje lahko mogoče še dobijo več informacij, tudi spletna stran Zavoda za kulturo, šport in turizem, ne? Ja, na naši spletni strani, na spletni strani Hiše kulture Celje, spletni strani festivala, v našem Ticu, v Velenskem Ticu in pa v papirnici Tomi v Celju. Se pravi, tu so vse informacije in vse ostalo, kar je potrebno, da prideš na tale večer. Treba je potem še samo priti. V četrtek 13. novembra, ob 19. pa se bo ta dogodek zgodil v dvorcu Novo Celje. Že graščina sama da eno tako pompozen prihod. To je pa pristava dvorca Novo Celje, zraven, tista rumena stavba, ki jo nekoč je bila pristava dvorca, danes je pa mnogo lepše urejena kot dvorec, ampak gre pa za eno tako čarobno lokacijo. Za čarobno lokacijo, in 2 čarobna prostora. Tako, super. Ja, drug tak dogodek, ki se ga izjemno veselim, se jih je še več, ampak vseh verjetno ne moremo, je pa prihod Svetlane Makarovič 28. novembra s kvartetom Marjango in balado o Snegoročki. Ta projekt je nastal ob Svetlanini 75-letnici in je izjemen dogodek, tak pripovedovalsko-glasbeni večer. Čudovite, originalne ruske balade ob pripovedi Svetlane Makarovič, ki ima že sama tak dramatičen glas in tudi zgodba, ki jo pripoveduje, je dramatična. Težka, srhljiva in lepa hkrati, nabita s čustvi
in je takšna, kot Svetlana tudi pojmuje življenje. Tako. Da je težko, da je malo lepega, ampak da se najde, ne? Da se najde, je treba najti. da se najde, da je treba najti in lahko najdemo. Mislim, res je čaroben, izjemen večer, no, in si želim, da bi Svetlano spet pozdravili, tako kot pred nekaj leti v Žalcu, s polno dvorano, ker to je res enkratna priložnost, da se z njo srečaš. No. Kdaj bo torej ta? 28. novembra v Domu drugega slovenskega tabora ob 7:30. Super. Še veliko aktivnosti v novembru, no pa prav je, da sva izpostavili morda ta dva dogodka, ki nas bosta popeljala, ne, tudi v decembrsko druženje, ki pa bo tudi eno tako pravlično, čarobno, tudi si moramo ljudje vzeti čas. Danes je edino to verjetno vprašanje, ne, si vzeti čas ali ne, in enostavno si ga moramo. Mislim, da je prav, da si ga, ne, nihče nas v to ne more prisiliti, ampak december je res tak čas, ne. Mal res nas razdvaja, ker smo v službah, imamo vsi polno obveznosti, polno tudi tega potrošniškega mrzlice, ne? Te potrošniške mrzlice, eni se ji znamo izogniti bolj, drugi manj, ne, ampak zima je pa tisti čas, ki kliče človeka vase, ne, in konec leta tudi ta priložnost za pogledati, kaj si naredil dobrega in si zastaviti neke načrte, neke želje, neke nastavitve, a ne, ne preveč natančno, ker življenje potem tako po svoje zavijo. Po svoje poti vbre. Ja, in decembra tudi mi pripravljamo vrsto prireditev, vrsto dogodkov, ki bodo na vseh naših lokacijah, tako v domu, v dvorani doma, v Novem Celju, v Savinovi hiši in seveda na ploščadi oziroma na osrednjem prireditvenem prostoru Šlandrovega trga. Na tem prostoru predvidevamo, imam pripravljen zelo bogat program, pri katerem se pa zatika seveda pri financiranju, ne, ampak želimo si, da bi v čim večji meri uspeli s prireditvami in si želimo res, da bi Žalec živel v decembru. Konec koncev, to je namen, ne? To je namen. Ljudje se ne smemo zapirati vase, ne? Ampak dejansko iti v družbo, tako lahko s pogovorom tudi sami sebe lažje spoznamo, ne? Kot pa, če smo samo črnogledi. Meni je vedno zelo žal, ko ljudje večino svojega časa preživijo v nakupovalnih centrih. Si želim, da bi takele lepe priložnosti izbrali, a ne, prišli z otroki, otroci bodo imeli predstave, otrokom bo prišel Miklavž, bo prišel Božiček, bo prišel Dedek Mraz, tudi vse 3 sejme bomo imeli, adventni sejem v Novem Celju najprej, potem Miklavžev sejem, Božični sejem, novoletni sejem in dogodke, ne, predvidevamo glasbene in gledališke dogodke, no, predvsem za otroke, predstave kombinirano, no, igrane in glasbene, nekaj na trgu, nekaj pa v Domu drugega slovenskega tabora. Se pravi, se bo v Žalcu dogajalo v decembru. Prižgali bomo lučke, skupaj bomo prižgali lučke. Ob decembrski razstavi v Savinovem salonu bo en poseben spektakel oziroma performans imel Dragan Živadinov. Tako da se bo dogajalo, torej čisto na vseh lokacijah. Možnosti so, vrata bodo odprta. Mi smo pripravljeni, če bomo uspeli izbrati še ustrezna podporna sredstva, bomo res lahko pripravili en čaroben december. Drugače pa, Lidija, bova povabili vse ljudi, naj pridejo, naj si vzamejo, ne samo v decembru, tudi v novembru, čas, ko pravimo, da je jesen bolj melanholična, ne. Lahko je, lahko pa tudi ni, ne. Lahko pa to melanholijo nekako spravimo v dobro, prijetno druženje, spoznavanje novih stvari, konec koncev, učiti se je treba vse življenje, da lahko sami rastemo, ne. Tako je, ja. Se je dovolj že, če se v dan naravnamo z nasmehom, a ne, in z optimizmom. Ja, še en dolg pravzaprav popravljamo zdajle v novembru in sicer oktobra smo imeli namen pripraviti eno predavanje, pa nam je iz objektivnih razlogov ušlo. To je, oktober je mesec boja raka proti raku na dojki. No, in mi imamo pripravljeno eno lepo predavanje, Moja dojka in jaz ima naslov, predavateljica bo Zlatka Jambrovič, 11. novembra v Savinovi hiši. Zlatka Jambrovič je po poklicu pedagoginja,
ki je po diplomi bila na podiplomskem študiju pred mnogimi leti v Londonu oziroma v okolici Londona na eni taki kliniki, kjer so zdravljenje bolnikov z rakom obravnavali celostno, tako kot pri nas tega še ni, seveda. No in Zlatka se je od takrat in naprej izobraževala vedno v tej smeri, v eni celostni obravnavi človeka. Tudi glede duševnega zdravja in podobno. Ja. Deluje kot terapevtka in kot predavateljica. No in želi pokazati, da če zboliš za to boleznijo, to ni tvoj problem samo rak na dojki, to je en del telesa. Zdraviti je treba pa celo telo in tisto več, kar smo od telesa. No, je izjemna predavateljica, no in res lahko vabim vsa dekleta, vse žene, zdrave in take, ki so se soočile s to težavo, da pridejo na to predavanje. 11. novembra ob 19. v Savinovi hiši. Odlično. Ja, Lidija, hvala lepa, saj bi še lahko govorili, lahko bi prečesali čisto vse prireditve, srečanja, vse dobro, kar ste pripravili tudi v preteklosti, veliko je bilo tega. Žalčani pa verjamem, da tako ali tako vedo, da vedno jih kaj čaka, samo treba jih še spraviti malo. Kadar je informacij veliko, jih je lahko tudi preveč, in se marsikaj kvalitetnega zgubi, se spregleda in podobno. Lidija, hvala lepa. Pozdrav tudi ekipi Zavoda za kulturo, šport in turizem. Sodelujte dobro še naprej. Hvala, bom z veseljem prenesla. In se vidimo absolutno v Žalcu in se sprehodimo skozi prenovljen trg, pa v dvorano gremo, pa v Savinovo hišo, skratka vse povsod. Tudi silvestrovanje bo, ne? Tudi silvestrovanje bo za otroke, za odrasle, tudi silvestrska predstava bo. Predstavo se bo dalo pokombinirati z večerjo v hotelu ali pa v kakšnem drugem lokalu v Žalcu. Super, se pravi, poskrbljeno, čisto za vse. Res bi lahko klepetali, še precej časa. Tako, hvala lepa. Lidija, potem ponudba v letu 2015 pa predstaviva januarja, velja? Z veseljem. Srečno. Srečno, tudi gledalcem srečno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa še k reportaži v nadaljevanju naše tedenske izdaje. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Brez velikih zgodb, brez grandioznih obljub, brez laži, brez olepšav, brez praznih besed, brez dodatkov, brez vsega. Le voda. Oda. Življenje jo hoče. Gorenje gostinstvo je največje gostinsko podjetje v Savinjsko-Šaleški regiji. S pomočjo izkušenj in znanja, razvojnih investicij ter stalno rastočega ugleda je nastalo podjetje, ki danes lahko na trgu ponudi kakršnokoli gostinsko storitev. Ponašajo se z odlično ponudbo hrane in pripravo malic tudi za podjetja in njihove zaposlene. Sklenitev pogodbe za preskrbo z malicami pa poteka hitro in enostavno. Za več informacij obiščite spletno stran www.gorenjegostinstvo.si in se prepričajte o njihovi odlični ponudbi in kvaliteti. Ali ste že razmišljali o zamenjavi gum? Pravi naslov za vas je vulkanizerstvo Mulej Šentjur, kjer vam ponujajo pestro izbiro zimskih gum in jeklenih platišč z montažo. Avto vam tudi operejo, posesajo, globinsko očistijo in popravijo alu platišča. In medtem ko čakate, se lahko okrepčate v njihovem Felgavaru.
Podjetje Avtoceleja d.o.o. s sedežem na Ipavčevi ulici 21 v Celju je družinsko podjetje z dolgoletnimi izkušnjami na področju avtomobilizma, v sklopu katerega deluje že tretja generacija družinskih članov. Dejavnost podjetja je prodaja in servisiranje vozil znamke Peugeot, odkup in prodaja rabljenih vozil, prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme Peugeot ter kleparska in ličarska popravila. Nedolgo nazaj je podjetje Avtoceleja v Celju na Ipavčevi 21 odprlo nov prodajno-servisni salon za vozila Peugeot, ki bo stranke in ljubitelje te znamke pričakal s celovito prodajno in servisno ponudbo na več kot 500 kvadratnih metrih. Vsekakor, otvoritev novega Peugeot salona je slovesna priložnost, je čas za zadovoljstvo, ko lahko kupcem na področju celjske regije ponovno ponudimo celovito paleto vozil Peugeot in z njimi povezane storitve. Prepričani smo, da bomo z našo kakovostjo in kvalitetnimi storitvami uspeli zadovoljiti vse vrste kupcev, predvsem bi pa želel poudariti, da je zadovoljstvo strank naše vodilno merilo za uspeh. Gre za podjetje z uspešno tradicijo in odličnim znanjem pri prodaji avtomobilov in tudi zato se je podjetje Peugeot Slovenija odločilo okrepiti svojo prisotnost na celjskem območju, ki po obsegu prodaje predstavlja kar 13% celotnega slovenskega trga. Avtoceleja s svojim profesionalnim pristopom namreč dokazuje, da je pravi partner za znamko Peugeot. Moram reči, da smo zelo veseli, da smo danes tukaj, na otvoritvi Avtoceleje in da smo že nekaj časa iskali primernega kandidata za to področje. Smo se potem tudi našli, tako da naša pričakovanja glede na pomembnost te regije so precej velika, tako da upam, da se bodo tudi uresničila v prihodnje. V Sloveniji trenutno znamka Peugeot zaseda 3. mesto glede na tržni delež. V prihodnjem letu pričakujemo, da bomo to, bi rekel, nekje obdržali. Je pa res, da glede na trenutno situacijo in to zadeve niso najboljše, kriza se vsem še pozna, čeprav mislim, da s prenovo vseh naših modelov Peugeot ima trenutno najmlajšo gamo, mi tako rečemo, sprav najmlajšo starost avtomobilov med znamkami, pričakujemo, da bomo dobre rezultate nadaljevali tudi v prihodnje. Podjetje Avtoceleja na Ipavčevi ulici 21 naj torej postane vaš prodajalec avtomobilov znamke Peugeot. Avtocenter Celeja, ki se nahaja na Mariborski cesti 107 v Celju, pa naj bo vaš prodajalec vozil znamke Opel. Strokovno usposobljenim kadrom so namreč pravi naslov za uspešno poslovanje, saj je glavni moto podjetja in zaposlenih ta, da se uspeh podjetja meri le z zadovoljnimi kupci. Tudi v tokratni tedenski izdaji je z nami upravna enota Celje in z njo načelnik upravne enote Celje Damjan Vrečko. Zanima me, kakšen je postopek za rekonstrukcijo nezahtevnega objekta, saj bi želeli eno kapnico spremeniti v ravno streho, betonska plošča. Kakšno dovoljenje potrebujemo za spremembo garaže v nadstrešek in lopo? Ali je v primeru gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt sosed stranko v postopku in kakšen odmik mora imeti nezahteven objekt velikosti do 50 kvadratnih metrov? Tudi za rekonstrukcijo nezahtevnega objekta si mora investitor na pristojni upravni enoti, kjer se nahaja nepremičnina, pridobiti gradbeno dovoljenje. In sicer pod pogoji, kot to določa 74. člen zakona o graditvi objektov. Na ustreznem obrazcu, ki se imenuje zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma za gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta, se nameravana gradbena dela prikažejo tako, da se v mreži obrazca ali pa v priloženem drugačnem prikazu, na primer s prikazom s pomočjo računalniških programov in podobno, nedvoumno prikaže, v katerem delu in kako se bo objekt rekonstruiral, oziroma kaj bodo gradbena dela v zvezi z rekonstrukcijo objekta obsegala. Lahko pa investitor vloži tudi zahtevo za gradnjo nezahtevnega objekta z natančnim opisom in prikazom tlorisa, značilnih prerezov, profilov, pogledov oziroma oblikovanja objekta in terena, kakšen bo le-ta po izvedeni rekonstrukciji in si zato pridobi ustrezno gradbeno dovoljenje. Želim pa poudariti, da mora objekt tudi po izvedeni rekonstrukciji izpolnjevati vse pogoje, kot jih med drugim določa
uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, torej, da tudi po izvedeni rekonstrukciji še vedno ostane objekt z vsemi svojimi lastnostmi nezahteven. Hvala lepa, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, da ste bili v tokratni tedenski izdaji v naši družbi. Seveda vas ponovno k nam vabimo prihodnjo sredo. Nasvidenje. Thank you.